Gospod Mramor, profesor Mramor, ne bi tjedel. Pa bomo takoj pripeljali nazaj samo eno skono. Ugrabite, veste kaj jaz? Pa moram obrazložiti, kaj imamo zakon o osebni asistenci. In vi sem minister za finance in samo vi lahko pomagate, prosim. Gospod Mramor, kaj povijete se, vas nekam penjemo, brez skrbimo. Gospod Mramor, da boste vi lepo pojedli, jaz sem v prezmislim povedala nekaj v zakonu osebni asistenci. A velja, malo vi naredite naprej. Glejte, zakon o osebni asistenci že 15 let si ga želimo. Pa se razumemo, 15 let. Stane samo 29 990 milijona evrov na leto. To ni veliko, lete. Dovolj, da vzamete vsakemu ministrstvu po 5-6 milijonov, katero da, pogledajte lepo, vse postavke iz proračuna in mi bomo navadni. A vidite, vi kaj jete, jaz sem vam pa govorila. Zakon je mišljen za 800 oseb, težjih indikativnih. Prijetele, da veste. In za osebe od 18 do 65 let, zato da jim ne bo treba biti v domovih za ostarele. A veste, da bojo pojedli. Dobro kosilo. A ne? To Martina pripravi vsak dan. In lahko pripravi, ker živi neodvisno v svojem stanovanju, ker ima osebno asistenco. Drugače tega ne bi bilo. Tudi vi ne bi jedli. Zato smo vam to prikazali praktično, da boste vedeli, kako je za nas to pomembno. Zakon je mišljen za 800 oseb. Me razumete? In to je nujno potrebno sprejeti. Še v tej finančni perspektivi, da bo 2017 dejansko zakon deloval. Ker vsa ministrstva govorijo ni denarja. Naj najde finance ministrstvo denarja, ne? Tako da zdaj je na vas, da date zeleno luč. Jaz seveda vi nimate keša nekje v sefu, ampak kar podvižite se, pa najte, kar ministrstvo zadeva, na primer. Oni imajo tudi precej denarja, ampak vlagajo v domove za ostarele, namesto da bi dali pravi namen. Ne? Vi morate dati po viziji. Ni sam da prebivate davke. Mislite po zakon preberete, prosim, pa premislite, pa najdete, kje kakšna sredstva. To je džabe, 29 milijonov. Džabe v primerjavi z drugimi stroški, ki so v tej državi. Se vzame, na primer, za protokol. Protokol pravica ukiniti. Kaj bomo samo pili pa imeli razne katarinke. To je brez veze. Gospod Mramor, hvala za vaš čas. Poglejte si nad zakon vsebino, pa tudi predvideni finančni del. Tako da, kaj vas se odpeljejo? Nazaj v službo? Nazaj.
kosilo je bilo dobro. Da bi na ministrstvu razmislili o vaših predlogih, se do njih opredelili. Ja, nasvidenje.